Gospod Čadonič-Špelič, zakaj menite, da so šle stvari tako daleč, da bi morali o problematiki medvedov razpravljati celo v parlamentarnih odborih oziroma v parlamentu? Ja, zato, ker se nič ne zgodi, razen tega, da so ljudje prestrašeni. Iz vašega prispevka je bilo razvidno vse. Nekdo bo moral prevzeti odgovornost. Mi smo tako rekoč na koncu letošnjega leta, ni pa še bilo sistematičnega odstrela medvedov, več kot 200 bi jih morali odstreliti, 206 mislim, da je dovoljenje in v tem letu se to nikako ne bo moglo zgoditi. To se pravi, prevzeti bojo morali odgovornost vsi tisti, ki bi morali poskrbeti, da bi do odstrela prišlo. To se pravi najprej ministrstvo, ki je izdalo odločbo, potem pa tudi upravno sodišče, ki zelo dolgo odloča. Jaz se spomnim primerom, ko je upravno sodišče odločilo v enem dnevu, pa je tudi bilo vprašanje življenja. Vmes so pa seveda tisti, ki so nasprotniki odstrela, ki pa se ne zavedajo svoje velike odgovornosti, da s tem, ko blokirajo odstrel, pravzaprav ljudem sporočajo, da je življenje njih, torej ljudi, manj vredno, kot je življenje medveda. In tega se mi bojimo. Medvedov je absolutno preveč, treba je začeti takoj z odstrelom. Gospod Gajšek, kaj pravite na to, treba je začeti takoj z odstrelom in ali boste vi, kot državni sekretar, ne vem, minister Novak, prevzeli odgovornost, če se pri naslednjem napadu medveda na človeka zgodi kaj hujšega, tragedija? Poglejte, Ministrstvo za naravne vire in prostor kot pristojno ministrstvo je seveda odgovorno skrbi za medvede. Medved je kot zavarovana živalska vrsta pač na način odločbe za 206 medvedov v letošnjem letu je bilo to storjeno in to je zdaj zadržano na upravnem sodišču. Mi smo dali vlogo za urgenco in čakamo na obravnavo. Bi pa poudaril še eno zadevo, namreč obstaja možnost intervencije, intervencijskega ukrepa. Ta je zdaj z novelo zakona o ohranjanju narave, ki je v parlamentarni proceduri, popolnoma natančno določena. Se pravi, če pride do kakšnega dogodka, se pokliče na številko 112, kličemo odgovorno osebo na ministrstvu, ona pokliče pristojno lovsko družino in potem grejo v akcijo. V skrajnem primeru, da se ne more zgoditi, se pa vključijo profesionalni lovci Zavoda za gozdove. Novela zakona prinaša tudi novost, da bo vključena tudi policija. Zakaj? Zato, ker pogosto največkrat prihaja do teh problematičnih, problemskih dogodkov v blizu urbanega okolja. In seveda ne more se streljati kar tako brez prisotnosti policije. In še zadnja stvar, ki bi jo posebej poudaril, seveda je treba upoštevati mnenje vseh deležnikov. In mi pripravljamo strategijo, osnutek je narejen, na ministrstvu ocenjujemo, da bo do konca letošnjega leta sprejeta, bomo pa naredili z vsemi, se pravi z Lovsko zvezo Slovenije, z Zavodom za gozdove, tudi z nevladnimi organizacijami posvetovanje, tudi vsemi strokovnjaki, da bomo dosegli najboljši možni kompromis z ciljem, da ne pride do kakršnihkoli problematičnih dogodkov in da se ohranja populacija medveda. Vas je gospod Gajšek pomiril? Jaz razumem, da na ministrstvu želijo pomagati. Ta odstrel, ki mu rečemo interventni odstrel, je pravzaprav gasilska akcija. Šele ko se nekaj zgodi, se gre v odstrel. Za zdaj se, hvala Bogu, še ni zgodilo najhujše, ampak lahko bi se. Takrat nam odstrel ne bo veliko pomagal, ker ne bo vrnil človeškega življenja. Jaz bi vendarle apelirala na vse, ki v tem trenutku nosijo odgovornost, začenši od ministrstva pa kabineta predsednika vlade. Naj poslušajo stroko, ne pa nevladnike. Gre za resno problematiko. Včasih so medvedi živeli globoko v kočevskih gozdovih. Še slovenski pregovor pravi, da je nekdo zavarovan tako kot kočevski medved. Zdaj se je razširil skoraj na polovico Slovenije in resno ogroža premoženje in življenja ljudi. In zdaj je treba stvari vzeti v svoje roke. In to mi želimo, tudi take sklepe smo predlagali, da je treba nemudoma začeti sistematični nadzor, zato upam, da
da bo upravno sodišče začutilo tudi svoj del odgovornosti in hitro rešilo, in na drugi strani, da je treba končno in ponovno začeti upoštevati stroko in ne nevladnikov. Za to vlado je pač značilno, da je dala prednost nevladnikom kot pa stroki in na vseh področjih. Ta je pa zdaj izrazito jasen, se kažejo potem slabe posledice takšnega delovanja. Torej, stroka naj odloči, mi imamo v Sloveniji dovolj stroke, stroka naj odloči, kdaj bomo streljali in koliko bomo streljali. Ne pa, da čustveno reagiramo in kažemo slike medvedkov in s tem pravzaprav računamo na čustva tudi predsednika vlade in njegove partnerice, da se odstrel ne bi zgodil. Naj vendarle spomnim, pred 2 leti, ko smo mi v Novi Sloveniji na to opozorili in se je minister Uroš Brezan s tem strinjal, čez nekaj časa ni več bil minister. To ni rešitev. Gospod Gajšek, sprejemate očitek, da preveč upoštevate nevladnike pri reševanju tega problema preštevilnih medvedov in premalo stroko? Jaz tega ne morem sprejeti, pa bom tudi povedal, zakaj. Vedno je nek minister, vedno je nek državni sekretar, ampak kar pa posebej poudarjam je pa to. Odločitev mora temeljiti na pravilno sposobni administraciji in mora biti strokovna, kar pa posebej poudarjam. Treba je delati z nevladnimi organizacijami, ker če ne delamo z nevladnimi organizacijami, kot vlada, ampak je treba razdeliti, kaj je meja. Eno je vladna odgovornost, eno je administrativna odgovornost, drugo pa odgovornost nevladnih organizacij. In če ne delamo z nevladnimi organizacijami, se nam lahko potem povrne to v negativnem smislu. Tukaj bo postopek, kot sem že posebej poudaril, priprave strategije takšen, da ga bomo pripravili mi kot vlada v sodelovanju z strokovnjaki, tudi če imajo strokovnjaki, profesori različno mnenje, bomo toliko časa sedeli, da bomo to spravili na skupni imenovalec in potem bomo to predstavili tudi nevladnim organizacijam na skupnih sestankih, ampak ta strategija, ki mora zajeti drugačno ukrepanje, zakaj? Zato, ker je populacija medveda toliko več, kot je povedala gospa Čadonič Špelič, to je res, da je medvedov več. Potem, ko bo sprejeta vladna uredba in ko se bo izvajala, bo potem lažje. Sprejemamo pristojnost in seveda sprejemamo tudi odgovornost. Je pa tudi treba posebej poudariti, da je delovanje intervencijske skupine nekaj, kar ni gasilska akcija. Intervencijska skupina je tam in to je stalna naloga, če se zgodi, če se potencialno karkoli zgodi. Kar se pa tiče odstrela letošnjih 206 medvedov, pa lanskih 176, letos je to zadržalo upravno sodišče. Kot skoraj vsako leto, sej oba veva. Zaradi tega, čakamo na odločitev. Tako, zaradi tega, ker pač nevladniki ne prevzamejo odgovornosti za svoje odločitve in zaradi tega bo morala prevzeti odgovornost administracija, ki je za to plačana. To se pravi najprej ministrstvo, kasneje upravno sodišče in iz tega se moramo nekaj naučiti, da je treba začeti res pravi čas izdajati odločbe in da je treba narediti dolgoročno strategijo gospodarjenja z rjavim medvedom, ker vsako leto se dejansko potem čaka, kdaj bo kdo kaj odločil, na koncu pa seveda najbolj nastradajo ljudje. To je pa bilo iz vašega prispevka jasno razvidno, da si verjetno mi, ki ne živimo tam, ali pa predsednik vlade ne zna predstavljati, kaj to pomeni pošiljati otroke zjutraj v šolo, ko obstaja velika verjetnost, da jih sreča medved in kaj na to rečejo ti dušebrižniki, ki so zdaj ponovno, kot vsako leto, tudi letos, zaustavili sistematični odstrel medvedov. Mene bi pa zanimalo njihovo mnenje in naj se postavijo pred slovensko javnost, pred ljudi, pred 4000 ljudi, ki so podpisali peticijo in naj jim obrazložijo, zakaj so življenja medvedov in medvedkov več vredna kot življenja ljudi in življenja otrok, ki tam živijo. To bi bilo pa moje vprašanje njim zdajle javno. Naj bojo junaki in naj to obrazložijo. No, poglejte,
Mi imamo, kot sem že povedal, glede na to, da bo strategija sprejeta na vladi do konca letošnjega leta in vmes bo tudi usklajevana in usklajena, upoštevajoč vse deležnike in prevzemajo odgovornosti tako vlade, kot tudi strokovne odgovornosti. Ta strategija bo sprejeta in potem bo čas za izvajanje. In kar je zdaj najpomembnejše je, da bo se do drugega leta, do spomladi, ko se bodo medvedi zbudili iz zimskega spanca, da bomo imeli nek akcijski načrt za izvajanje te strategije. Mi z veseljem pričakujemo razpravo v Državnem zboru. Te razprave so vedno koristne, ker vedno lahko naše delovanje še izboljšamo. Kar pomeni, da po tej razpravi bomo imeli tudi verjetno še kakšna drugačna izhodišča, nova izhodišča za pripravo strategije. Strategijo bomo naredili, zakon o ohranjanju narave bo sprejet, ki omogoča zelo natančno izvedbo intervencijskih ukrepov, da ne pride do nečesa najhujšega. In to je to. Ampak še enkrat, kot že rečeno, medved je zavarovana živalska vrsta in mi moramo tukaj usklajevati interese. Ne bežimo odgovornosti, nikakor ne, ne bežimo strokovnosti, sploh ne. To mora biti strokovna odločitev. Nevladne organizacije pa se ne morem strinjati, da jih upoštevamo bolj. Treba jih je upoštevati, treba je delati z nevladnimi organizacijami, ker drugače se nevladne organizacije potem najdejo neko pomanjkljivost, ki se je zgodila mogoče in potem je izvajanje strategije, izvajanje akcijskega načrta bistveno oteženo. Jaz mislim, da oba se zavedava, da je pomlad še daleč, posebno za ljudi, ki danes živijo z temi medvedi. Tako da bi treba čim prej začeti res z sistematičnim odstrelom govedi, odstrelom medvedi. S tem, da mi tudi vemo, da zaradi milih zim medvedi ne grejo spat in mi lahko samo upamo, da se do spomladi, ko bo dejansko verjetno ves odstrel tudi izveden, da se česa hudega ne zgodi. Se pravi, treba počakati na odločitev upravnega sodišča, šele potem lahko odstrel se začne izvajati. Ja, ne čakamo na odločitev upravnega sodišča, čakamo na odločitev glede odstrela kot takega, drugače pa z novelo zona, bolj natančno, jasneje, predvsem z možnostjo sodelovanja policije, tam, kjer pridajo medvedi do nekih urbanih območij. To je prva stvar. Druga stvar, pripravljamo strategijo, ta strategija bo imela akcijski načrt, torej ne čakamo, ampak ne moremo, dali smo urgenco, ne moremo pa vplivati na odločitev upravnega sodišča. Ampak lahko pa vplivate kot vlada, kako hitro bodo poslanci sprejeli to novelo, ki omogoča hitrejšo realizacijo v naravi, če vas to pravi, kdaj bo to v parlamentu lahko sprejeto? To je v parlamentarni proceduri, kot sem že povedal, računamo, da bo sprejeta zdajle v novembru in bi bilo tudi prav. Najlepša hvala obima, da ste bili naša gosta. Hvala lepa. Hvala tudi vam.